Lepo pozdravljeni, bi kar začeli z današnjo predstavitvijo knjige Prevarjani sokoli. Tukaj imamo dva avtorja te knjige, in sicer dr. Leona Vesta in pa dr. Ivana Čuka. Danes smo sicer malo v okrnjeni in spremenjeni sestavi, ker naša direktorica, dr. Andreja Valic-Zver, je zdaj v Pragi, kjer se udeležuje sestanka Evropske platforme Spomina in vesti. Dr. Tamara Griser-Pečar je pa zaradi teh znanih življenjskih ekstremnih razmer ostala na Dunaju oziroma je tam zadržana. Tako da bom nekaj misli, ki jih je napisala v spletni besedi, na začetku prebral, kar jaz sam. Potem bom pa predal besedo avtorjema, kjer bosta z diapozitivi oziroma z PowerPointov predstavila več poudarkov iz svoje publikacije. Tako da tako avtorjema kot vam, ki ste prišli, se prav lepo zahvaljujem in upam, da boste zvedeli veliko zanimivosti. Zdaj, če podam nekaj poudarkov iz spremne besede dr. Tamare Griser-Pečar, je takole zapisala med drugim. Ivan Čuk in Alex Leo Vest v svoji študiji natančno analizirata delovanje sokola med obema vojnama, vse do razpustitve po koncu vojne leta 1945 in opisujeta prehod tako imenovanih levih sokolov v vrste Komunistične partije Slovenije. V Sloveniji sokoli niso bili nikoli enotno organizirani, razdeljeni so bili v kar 5 žup. Vse župe skupaj pa so, kot ugotavljata avtorja, šteli skoraj 36.000 članov. Študija obravnava delovanje sokola, pravne osnove in statut in razliko med demokratičnimi in komunističnimi sokoli, predvsem pa avtorja navajata, kako načrtno in sistematično so komunisti načrtovali prevzem sokolske legije. Začetki delovanja komunistov v sokolski organizaciji sežejo nazaj vse do leta 1931, ključnega pomena pa je to, tako ugotavljata avtorja, poročilo Komunistične partije iz decembra 1932, iz katerega se vidi, da so komunisti že načrtovali prevzem sokolske organizacije. Potem podajata več zanimivih ugotovitev. Naj recimo omenim samo nekatere. Kot razkriva analiza avtorjev, so bili številni pripadniki VOS-a, komunistični oziroma predvojni sokoli. Tako med njimi najdemo Zvonka Runka, Eda Branika Štefana, Franca Štadarja Peperta, iz sokola pa je šel tudi Mitja Ribičič Ciril, za katerega vlogo ob koncu vojne in po vojni vsi dobro poznamo. Naj zaključim z temi besedami dr. Tamare Griser-Pečar o študiji. Avtorja sta se v svoji izredno obširni študiji, ki je periodsko delo, poleg objavljenih spominov in literature opirala predvsem na bogato arhivsko gradivo. V Arhivu Republike Slovenije sta pregledala obsežno dokumentacijo o predvojnih in medvojnih komunistih, ki vsebuje življenjepise, izjave in pričevanja. Posebno dragoceni pa so sokolski arhivi, in sicer arhivi dejanskih predstavnikov sokola, v prvi vrsti arhiv dr. Viktorja Murnika, v osebni lasti gospoda Boruta Trehmana, pa tudi zbirke Engelberta Cangla v Belogradskem arhivu, potem Sokolskega društva Matica v Pokrajinskem arhivu Maribor in Radoslava Komaca v Zgodovinskem arhivu Ptuj. Tako,
Zdaj bi pa kar predal besedo avtorima. Gospod dr. Ivan Čuk bo sedaj predstavil nekaj glavnih ugotovitev knjige, potem bo pa še dodal gospod Aleks Gest. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Že sama naslovnica knjige je na nek način provokativna, namreč na naslovnici ni soka, ampak je jastreb. In jastreb sodi v drugo družino pticojed, kakor soka. In z namenom je sokol tukaj predstavljen kot štor, ki raste iz zemlje, kakor je sokol rasel iz naroda. Še ena simbolika je na naslovnici, in sicer temu jastrebu smo pod levo perutničko dodali bistveni znak komunizma, srp in kladivo, in ta aluzija srpa in kladiva je tudi aluzija na pripadnike SS-a, ki so imeli pod levo pazduho vtetoviran znak SS in se je ob zajetju teh vojakov takoj vedelo, komu sodijo. V tej naši knjigi sva dala rdečo nit, kako simbolično, da je Franjo Ljubej zapisal, da verjame samo tisto, kar je zapisano s krvjo. Namreč ta krvava filozofija, ki jo je komunizem prinesel tudi v Sokola in tudi ustrajala, je bila tista značilnost, ki je z Alešem nismo pričakovala, ko smo začela s to raziskavo. Vsa zgodba se je nekako začela odvijati z doktorjem Viktorjem Murnikom, očetom slovenske telesne kulture, ko smo na fakulteti za šport med drugim tudi dobili njegovo zapuščino, in v tej zapuščini je bil med drugim tudi dokument, ki so ga podpisali Ljubej, Polič, Rus in Vrhovec, sami pomembni povojni politiki, komunisti, bivši Sokoli, da so septembra leta 1941 šli vprašati Murnika, ali naj Sokoli stopijo v osvobodilno fronto ali ne. Se pravi, septembra 1941. Nama nekako ta dikcija nama je sprožila dodatna vprašanja, ne? Poleg tega je bilo tudi osnovno vprašanje, zakaj bi nekdo ukinil neko organizacijo po vojni, po drugi svetovni vojni, če je bila ta organizacija tako zelo pozitivna in pomembna pri samem osamosvajanju oziroma borbi proti okupatorju. Tako da je bilo to osnovno vprašanje, zakaj Sokol po drugi svetovni vojni ne obstaja več. Ko pogledamo osnovno filozofijo Sokola, se vidi, da je Sokol imel v svoji filozofiji 4 vrste vzgoje kot svojo osnovo. In sicer telesno, zaradi tega, ker so radi telovadili, moralno, ker so imeli zelo natančno določeno moralne norme, narodno, zavedna organizacija in demokratsko vzgojo. Vse te 4 vzgoje so bile pomembne in če je umanjkala samo ena vrsta te vzgoje, potem to ni bila več sokolska vzgoja. To je pomembna kategorija, zakaj je ta Sokol imel tako široko vzgojno noto. Seveda ta Sokol, prvo sokolsko društvo je bilo ustanovljeno 1863. leta, 1905. leta se ustanovi Slovenska sokolska zveza in potem po prvi svetovni vojni v kraljevini SHS se pač to sokolstvo tudi nadaljuje. Treba je povedati, da je bil Sokol zelo pravno urejeno okolje. Tole je recimo naslovnica zadnjih pravil, ki so veljala do druge svetovne, tudi do konca druge svetovne vojne, in ta pravila so bila zelo natančna, kaj je vloga
in funkcija posameznika, kaj je vloga društva, kaj je vloga župe in kaj je vloga zveze. In to so bile zelo natančno določene vsebine. In ena od najbolj pomembnih zadev, ki je potrebno omeniti, je, da v javnem prometu je edino starosta bil tisti, ki je lahko podpisoval kakršnekoli uradne dokumente v imenu društva, župe ali zveze. Se pravi, ta red je bil zelo pomemben in so se ga tudi močno držali Sokoli. V letu 1941, kot je že povedal dr. Hančič, je na slovenskih tleh bilo 5 žup, mariborska, kjer je bil starosta Milan Gorišek, celjska, kjer je bil starosta Jože Smertnik, potem v Ljubljani je bil starosta dr. Viktor Murnik, v Kranju je bil starosta Jakob Špicar in v Novem mestu Ivan Vasič. Bela krajina je spadala pod Belo krajina je spadala pod Karlovški okoliš in tam je bil starosta Marko Savič. Pomembna stvar, ki smo jo zasledila tudi v arhivih, je, da so slovenski sokoli imeli kar pomembno in zanimivo izkušnjo z ruskimi sokoli, ki so prišli v Slovenijo in Jugoslavijo po oktobrski revoluciji in so v našem okolju imeli praktično popolno neodvisno svojo lastno organizacijo, ki je bila sicer v sklopu Sokola Kraljevine Jugoslavije, ampak bili so kot samostojni odsek. In iz tega odseka je bilo jasno razvidno, kaj lahko naredi revolucija in partija Sokolov, kajti v Sovjetski zvezi so tudi ukinili Sokola. Bil je kar precej močen tudi ta prenos informacij v to okolje. Ko sva zbrala praktično vse podatke in v arhivu sva nekako razmišljala, kako bi lahko naredili strukturo ali mozaik teh podatkov, ki sva jih zbrala in sva ugotovila, da enostavno vse, kar se je zgodilo na naših tleh s Sokolom, lahko razvidimo iz scenarija proletarske revolucije, ki jo je napisal Lenin, kajti praktično vsi dogodki, vsi postopki so bili praktično že opisani pri Leninu. Kaj so tiste kategorije, ki jih je Lenin opisal, pa mislim, da jih je potrebno tudi poudariti. Prva je, da se je partija neprenehoma morala prilagajati okoliščinam, namreč v tem obdobju med obema vojnama je partija v ilegali. Osnovni cilj partije je bil izvesti revolucijo in narediti diktaturo proletariata. Velikokrat se omenja, da je na Čebinah postala partija slovenska samostojna, ampak to ni res, namreč v dokumentih je vedno zapisano, da so vse regijske državne nacionalne partije podvržene centralnemu vodstvu v Moskvi. Pomembno je dejstvo, da se ta diktatura opira neposredno na nasilje in je ne vežejo nobeni zakoni. Zakon o Sokolu Kraljevine Jugoslavije jih niso obvezovali v nobenem delu, tudi drugi zakoni ne. Poanta je, da se razbije stari buržoazni državni ustroj. Važno je, da je revolucija dejanja, s katerim del prebivalstva vsili svojo voljo drugemu delu in sicer s puškami, bajoneti, topovi, torej samimi zelo avtoritarnimi sredstvi, in zmagovita stranka mora nujno svojo gospodstvo uveljaviti strahom, ki ga vliva reakcionarjem njeno orožje.
To je tudi eno od zadev, ki se je zgodilo. Interesi revolucije so nad formalnimi pravicami ustavodajne skupščine. Revolucionarni položaj označujeta lakota in opustošenje, ki je vojna posod povzročila. Pomembno je, da je vsa imovina na koncu v rokah Sovjetov, da nacionalne žrtve niso pomembne, da se ohrani mednarodni revolucionarni vpliv. V skladu s temi Leninovimi navodili je partija praktično do leta 1931 smatrala Sokole kot fašistično organizacijo in imela predvsem željo Sokola uničiti, izbrisati iz obličja zemlje. Na vseh zletih so poudarjali, da so pač Sokoli fašistična organizacija in da enostavno se mora prenehati tako fašistično delovanje. Velika sprememba v odnosu do Sokola nastane s tem dokumentom iz 8. decembra leta 1932, kjer na večjih straneh neznani partijski avtor poudarja, kaj so prednosti in slabosti sokolske organizacije. Zelo pomembno je, da ta dokument govori o tem, da je sokolska organizacija lahka tarča za prevzem, da imajo Sokoli denar, ki ga je revolucionarjem v tem okolju močno primanjkovalo. Pomembno je, da ima Sokol v svojem sestavu mladino, ki se jo da ideološko gnesti in ideološko vzgajati, in da bi ta organizacija načeloma lahko bila tudi bodoča partijska vojska. Ko smo pregledovala življenjepise predvojnih in medvojnih komunistov, pa smo celo odkrila, kako je komunizem zašel v sokolske vode. Alojz Ivanetič je bil oseba, ki je bila na ruski fronti zajeta, v ruskem ujetništvu se je močno seznanil s komunizmom in ob prihodu nazaj v Novo mesto je prinesel s seboj tudi te ideje. V sokolski organizaciji v Novem mestu je postal knjižničar, kjer je začel sistematično voditi skrivno knjižnico, partijsko knjižnico in v tej knjižnici je bila vsa pomembna komunistična literatura, ki je bila dajana na izposojo pod mizo, se pravi, da to ni bil del uradne knjižnice. S to idejo se je preko Ivanetiča seznanil Lado Ambrožič, kasneje imenovan Novljan, in je bil v bistvu Ambrožič tisti, ki je na sokolskem voditeljskem tečaju leta 1932 v Mariboru okužil s komunizmom Vrunča in Apiha, pomembna tudi Sokola takrat, in Vrunč in Apih naredita v Mariboru komunistično celico, vendar, ker sta bila relativno slabo usposobljena za delo, so jo hitro odkrili, prijeli in tudi poslali v zapor. Na tem voditeljskem tečaju v Mariboru sodelujejo tudi Polič, Ljubej in preko njih tudi potem pride v stik Rus. Ker sta bila Apih in Vrunč hitro odkrita in obsojena, kmalu zatem odkrijajo tudi v celjski župi veliko skupino Sokolov komunistov s Šlandrom, Dilom na čelu.
In takrat, leta 1936, se tudi sokolska organizacija začne zavedati, da v njo prodirajo komunistične ideje in da je očitno tu v ozadju neka močnejša igra. Tudi partija se je zavedla tega, da je Sokol prepoznal njeno vlogo in namesto poznanih komunistov, tudi Sokolov, da jih omenim nekaj, Krajgar, Sergej Krajgar, potem Kavčič, Ribičič in tako naprej, so prešli na drugo taktiko, in sicer, da v Sokolu niso več imeli svojih neposredno članov, ampak da so njihovi člani poskušali imeti nadzor nad ideološkimi somišljeniki, kamor so v tistem trenutku, kar so bili v tistem trenutku Lubej, Rus in Polič. Osnovna taktika pa je ostala naslednja pri partiji, ali prevzeti sokolsko društvo, če pa ga ne morejo prevzeti, pa da ga razkrojijo oziroma povzročijo razdor in da se ljudje odločijo za eno ali za drugo stran. Bil je tudi problem partijskega tiska, in ker je bila partija omejena v svojem propagandnem delovanju, so partijci tudi sistematično poskušali prevzemati sokolski tisk. Ena od analiz, ki smo jo našli v Ganglovem arhivu, je govorilo o tem, da so komunisti najbolj množični v novomeški in ljubljanski župi, in to se je tudi potem med vojno najbolj prikazalo. V ljubljanskem okolju je bil pa tisti komunist, ki je najbolj držal roko nad temi ideološkimi somišljeniki, Max Nahlik, pa žal je med Roško ofenzivo padel in njegovega arhiva ni bilo možno najti, da bi še njegov pogled lahko bolje osvežili. V obdobju med letoma leti 35 in 38 so Rus, Lubej in Polič sistematično pričeli v ljubljanski župi delovati zelo ideološko. Ena od stvari je bila, da so poskušali povzročati razdor tudi med narodi, in sicer s poudarjanjem sovraštva proti Srbom, s poudarjanjem sovraštva proti cerkvi, poskušajo vzgajati mladino v komsomolskem duhu, namreč ruski sokoli so povedali, med drugim tudi Lubeju, kako so komsomolci izjemno ideološko močni in kako lahko majhna skupina komsomolcev uniči oziroma prevzame oblast skoraj kjerkoli, in so tudi določene vsebine, kot so recimo lov na lisico, trojke, organizirali v tem duhu. Pomembno je, da ker so imeli tudi v tem obdobju možnost vplivati na vaditeljske tečaje, so za vaditelje izbirali ideološko primerne, vodljive vaditelje. Ker je v ljubljanski župi okoli tabora, Sokola na taboru, ker Sokol na taboru je bil nekako v tistem obdobju najbolj močno društvo, so poskušali zasesti tudi to društvo in prevzeti župo. V tem obdobju so se vodilni v ljubljanski župi in tudi Sokolu na taboru tega zavedli in na taborskem procesu, ki je trajal v letu 1939 skoraj 4 mesece, kjer so imeli redno
ne sestanke, ampak prav sodniško delo z obtoženci, tožilci, njihovimi zagovorniki in na koncu so iz društva izključili Poliča in Ljubeja. Ob tem pa so v sklad na nek način solidarnosti v tem obdobju iz društva bili izključeni ali pa so sami izstopili tudi pomembni bodoči nosilci komunistične ideje, Mitja Ribičič, Bojan Polak, Niko Kavčič, Edo Klemenčič, Franc Kutin. Ti izključeni sokoli takoj že poleti leta 40 začnejo sistematično sodelovati s komunisti pri pripravi Društva prijateljev Sovjetske zveze. Ko pa nastopi vojna, gredo sokoli sami že takoj v ilegalo, Nemci na zasedenih župah Celja, Maribora in Kranja takoj tudi prepovedo sokola, Italijani prepovedo sokola poleti 1941. Izključeni sokoli podpišejo pristop k protiimperialistični fronti 27. aprila 1941 in to so sokoli, ki niso imeli nobene legitimitete pri podpisovanju kakršnih koli dokumentov in to je bilo eno od najbolj neposrednih presenetljivih odkritij, saj v bistvu na ta način uničuje mit o OF-u kot široki frontni organizaciji. Seveda tudi med samimi akterji govori o tem, da niso bili enotni, ali je bila 27. aprila ustanovljena osvobodilna fronta ali protiimperialistična fronta, vendar več je tistih, ki govorijo o tem, da je bila takrat ustanovljena protiimperialistična fronta, tako o tem piše in Zoran Polič in Kardelj in med drugim tudi Bajt. Pomembna zadeva je, da OF, tako kot piše Kardelj Titu, da ni bila koalicija, ampak da so to samo tri skupine, ki imajo nekako dogovorjeno bodočnost in sicer, da bi naredili končno sovjetsko revolucijo. Zakaj so rabili komunisti sokole v tem obdobju? Namreč Lenin je zapovedal, da mora biti najprej narejena meščanska revolucija, ko je meščanska revolucija končana, pa sledi sovjetska revolucija. In sokoli kot meščanska organizacija ne bi služili kot dokaz, da je tudi ta del Lenina v skladu z njegovo doktrino. O tem tudi govori Boris Kidrič, ko poroča o svojemu centralnemu komiteju in da je to tista zadeva, ki je za partijo bila pomembna, da so te sovjetofilni sokoli bili kot bodoča njihova rezervna vojska delavstva. V tem obdobju se je v OF-u zgodila tudi ta zadeva, da ko prehaja stvar iz meščanske revolucije v sovjetsko revolucijo, tudi na čelu OF-a ni bil več potreben Josip Rus in so ga enostavno v skladu z dogovorom z njim zamenjali z Josipom Vidmarjem.
Na nasprotni strani legalni sokoli osnujejo Sokolski svet in Sokolsko legijo. Tudi obstajajo dokumenti, v knjigi so navedeni, da je bil poskus, da bi skupaj, da bi tudi Sokolski svet in Sokolska legija pristopila k OF-u, vendar so se ti razgovori takoj razblinili, ker Sokolski svet ni bil za to, da bi imeli po vojni na naših tleh sovjetski model države. In zato med njimi ni prišlo do dogovora. V raziskovanju teh življenjepisov pa smo odkrili tudi še eno presenetljivo dejstvo, da so bili glavni morilci varnostno-obveščevalne službe v Sloveniji Sokoli, in to predvsem iz samo enega društva, iz Sokola Spodnja Šiška. Tudi sva najdla dokumente, da ti Sokoli v Spodnji Šiški niso bili samo kot Sokoli, ampak da so jih še dodatno ideološko vzgajali in pripravili na njihovo delo v društvu Vzajemna. Tukaj recimo igrica trojke, ki sem jo tudi že prej omenil, je bila taka, da so razdelili otroke v trojice. Vsak od trojice je lahko poznal samo te tri in eden od teh je bil odgovoren glavnemu voditelju. Niso smeli povedati doma staršem nič, s kom so v skupini, kaj delal, zakaj delal, kaj je naloga. Skratka, preko teh tudi takih ideoloških igric so enostavno poskušali že pripravljati ljudi na mlade, na bodoče njihovo partijsko delo. Zanimivo je primerjava med tem, kaj se je zgodilo na taborskem procesu, kjer so res demokratični Sokoli potrebovali 4 mesece časa, da so ugotovili, ali je nekdo kršil pravila Sokolska ali ne. Medtem ko so Sokolsko legijo po Grčevicah v roku 14 dni enostavno, brez kakršnega koli resnega sodnega procesa pobili. Tukaj bi morda sam še to dodal, da Sokoli so se med seboj imenovali bratje in sestre. In ena od moralnih zahtev je, da ti ne ubijaš svojih bratov in sester. Medtem ko varnostno-obveščevalna služba je že leta 1941 najprej ubila Sokola, Fanuša Emerja, ki je bil eden od pomembnih nekomunističnih organizatorjev odpora, Augusta Praprotnika recimo, in to so vse sokolske žrtve, ki so padle pod sokolskih bratov. Pomembna stvar se nam je tudi zdela, da se opredeli, kaj je to bila res slovenska vojska. Namreč Sokoli kot visoko narodno zavedna skupina ljudi je mnogokrat pristopala v to partizansko vojsko z željo po res osamosvojitvi slovenskega naroda proti okupatorju. Tukaj je Kardelj pisal Titu, da je cela vojska v rokah partije, da vsi, ki so pomembni v tej slovenski vojski, so pod njihovo kontrolo. Ob koncu druge svetovne vojne je imela slovenska partizanska vojska približno 35.000 članov. Midva sva z Alešem odkrila, da je v arhivu okoli 15.000 življenjepisov komunistov medvojnih, kar pomeni, da je bila približno polovica vojske, so bili sami
komunisti. V drugem delu je pa pomembno to, da enostavno tudi Kardelj ni smatral te vojske kot slovenske narodne vojske. Ko je bila partijska želja, da bi naredili za celo bivšo Jugoslavijo skupno vojaško vodstvo in je dal Arse Jovanović predlog, da bi ukinili nacionalne štabe, se je Kardelj je odgovoril, da to pa ne bi bilo dobro še narediti v Sloveniji, zaradi tega, ker so Slovenci tako naivno navezani na svojo slovensko vojsko, ne, da je treba še malo počakati, da jih omehčajo, pa bo pa to lahko spet ideološko komunistična vojska. Ne. Se pravi, da Kardelj je imel še v glavi, da je to izključno samo partijska vojska, ne pa narodna. Ob koncu vojne se je ukinitev Sokola zgodila 8. julija leta 1945, ki je drugje kot na mestu Sokola Tabor. Ta Sokol Tabor je bil res mikrokozmos vsega, kar se je na makroravni dogajalo v Sloveniji. In na ta ukinitveni del Sokola so lahko prišli samo tisti Sokoli, ki so bili člani Osvobodilne fronte. Se pravi, midva sva z Alešem ugotovila, da je bilo približno 1200 članov Sokolske organizacije ob koncu leta 1945 v partiji. Glede na to, koliko je bilo žrtev na eni oziroma na drugi strani, je bilo to približno pol, bi težko rekli, da so res vsi Sokoli bili za Osvobodilno fronto tudi, ampak ne glede na to, na ta del niso bili pozvani vsi člani Sokolske organizacije. Še več, ker je bila to izključno partijska zadeva, je v tem delu Rus izjavil, da je Sokolstvo našlo v komunistični partiji izpolnjevalko svojih idealov. Zdaj se pa spomnite, je bil prvih 4 tehle vzgojnih ciljev, telesna, narodna, demokratična, moralna vzgoja, ali bi res lahko govoril, da je bil Rus morda sploh Sokol, oziroma če je sploh razumel filozofijo sokolstva. Namreč sokolstvo je bilo narodno zavedno, komunizem je internacionalna zadeva, nima veze z narodom. Morala, kot se ti pregrešiš zoper človekovo življenje, ne moreš govoriti o morali več. In pač tukaj je vse zapisano s krvjo. Totalitarizem ne potrebuje demokratične vzgoje. Se pravi, da ta dikcija, ki jo je povedal Rus na tem zaključnem sestanku Sokolov, enostavno je izdal celotno sokolstvo. Tukaj bi morda kot še en tak zanimiv primer mita. 12. januarja leta 1941 je ljubljanska sokolska župa imela volilno skupščino, kjer so izvolili vse organe, v katerih ni bilo ne Ljubeja, ne Poliča, ne Rusa. 13. januarja so pa ti fantje podpisali pogodbo o sodelovanju s komunistično partijo. Se pravi, so bili v celoti figure partijskega delovanja. Po vojni je med drugim tudi Polič napisal, da enostavno niso mogli pustiti Sokola samega, da ne bi pokrili tako pomembno, zdravo tak zdrav vojaški potencial. Tudi ni naključje, da je po vojni pač partija zaplenila celotno imovino in po vojni so to pomenovali kot fiskultura, skratka
bili so tako mednarodno sovjetsko prežeti, da je tudi slovenske besede telesna kultura niso privoščali tej novi organizaciji. In pa tudi potem, ko so ustanovili društvo Partizan, ta društva Partizan so se imenovala TVD, Telesno vzgojno društvo. Skratka, narod ni bil več pomemben, morala ni bila več pomembna, niti demokracija ni bila več pomembna. Zato je ostalo samo še zdravo telo kot nekaj, kar je bilo pa tudi v prejšnjem sistemu primernega. No, na tem zborovanju je zanimivo, da je prišel vseeno tudi dr. Viktor Murnik do besede in je preroško rekel med drugim, seveda ne kot on v prvi osebi, ampak da bi nekateri zelo namerneži lahko rekli, ne, da sedaj je kralj mrtev, naj živi kralj. Zdaj ta predikcija se mogoče takrat zdela malo čudna, ampak če pogledamo, kaj vse si je prvoščil Tito po vojni, ne, kar je že imel tudi kralj, ne, pa če odmislimo Brdo, pa lovišča, pa polhen enih drugih stvari, med drugim si je prisvojil tudi štafeto kralja Petra. Leta je bila prvič izvedena leta 1934 in pa tudi himno Heslovani. Skratka, na simbolni ravni je dobesedno so kastrirali sokolsko organizacijo. Dejstvo je, da so vsi totalitarizmi 20. stoletja ukinili sokolsko organizacijo. Tako fašizem, nacizem, kot tudi komunizem, tako v Sovjetski zvezi, kot tudi na naših tleh. Večkrat so naj vprašali, zakaj so bili sokoli prevarani, ne? In prevarani so bili pa zato, ker so bili vzgojeni v narodno-zavednem demokratičnem duhu in v takem duhu so bili tudi usposobljeni za obrambo domovine, medtem ko je partija jih preprečevala, da delujejo za dobro naroda, da se borijo proti okupatorju, v bistvu so jih pa izkoristili najprej za meščanski del revolucije, potem pa še za sovjetski del revolucije. Tukaj je tudi eno zanimivo pričevanje enega od kasnejših komunistov, kako je najprej slišal, da so v njihovem bližini kraja, da se potikajo neki četniki, ker četniki so predstavljali del jugoslovanske vojske v domovini in da je hotel z njimi priti v stik in jasno, takoj so začeli pomagati, ampak čez 3 mesece so bili pa vsi sprejeti v skoj. Skratka, to je bil tist presežek, kako je partija uspela s različnimi propagandnimi mehanizmi prepričati tudi narodno-zavedne sokole, da so pristopili k revolucionarni dejavnosti. Jaz bi bil toliko za enkrat. Hvala, bi mogoče še doktor Vest, ki je dodal, ki je povedal. Jaz sem uvodoma sam hotel povedati to, da sem se leta 2006 smo naredili en posvetil dr. Viktorju Murniku in ko se začela poročevati to osebnost in kaj se dogaja z njem, se je nama porajala radovednost, zakaj so bili sokoli ukinjeni in kaj vse je še za to kolico. In zdaj, v 12 letih so napisala še vse piske, ki poraja. To časa so naredila, da so lahko oblikovala neke top kultivirane misli, da so lahko danes jih predstavljali. Ker, ko se začne poročevati toliko tega, da ne veš, kakšno sporočilo bi napisal, da bi se neka ni pokazala, kako se dogaja. In moram reči, da mene še zmeraj nekje se mi eno čudo zdi, veste, kemični sistem elementov, ko najdeš že atomska teža, tista, ki jih razvrščen, so dogodki pol zelo elementi mirno razvrščeni, tudi veš, da nekaj manjka. Se mi zdi, da je ta Lenina zapoved, kako mora potekati revolucija, tista rdeča nit,
lahko vse dogodke kar razvrstiš, kako se dogaja. In to se je pokazalo, se nama se zdi, da so najdla tisto atomsko težo, kako so eni dogodki tekli. Res, da vidva niso zgodovinarja, ne, in da so nama kasneje, ko so neko surovo besedilo oblikovala, tudi ljudje, ki se spoznajo na zgodovinske metode, pomagali to urejati, tako da upava, da so nekje na nekih znanstvenih osnovah napisala nekaj, kar bo imel vsaj neko težo, da se bo obravnavalo. Upajmo, da bo kdo z drugega vidika tudi napisal kaj, da ni res, čeprav bo tudi dokumente težko uvršiti, ker so pač v arhivih. Ne? In v bistvu bo vsaka polemika ne bo znana, ampak bo polemika z dokumenti. Tako da, ne vem, ali pa vsem mirno šlamenka, da se ni nadzgodar. Tudi to je en mehanizem, ki je zelo prisoten pri našem razčiščevanju v zgodovini. Pa še kaj drugi, no. Samo to pa povedal, drugač pa, če bi vprašanje, če kaj, kar niso povedala, to tega je... Do zdaj imamo to izkušnjo, da najbolj fajn je bilo takrat, kdo kaj vprašal, pa so mi da poskušala kaj povedati, da se potem razvije nek dialog, kar je tudi namen te knjige, ne, če se bo razvil, če ne pa je tako... Evo, tudi sem na razpravo, da odgovorijo na kaj, če koga kaj zanima. Hvala lepa. Ima mogoče kdo vprašanje, ali pa kakšen komentar, kakšen svoj pogled? Če jaz prav razumem gradivo, ki ste ga imeli za podlago te knjige, je bilo ves čas v arhivu dostopno, sta se zgodovinopisna stroka z njim ni ubadala ali kako? Ja, gledajte, recimo, ker so knjigi omenila, ne, sami ste mogoče sledili zdaj, ker so dva taka temeljita življenjepisa od Titu Starlali bil Tito v Španiji, ne, to je en sam tak primer, ne. Pa je celo dr. Pirce gotovo, da je bil, ne, v Mosovskih arhivih, pa je gospod Simičen, novinar, vse pa je tudi gotovo, ne. Videl so pa najdel dokument, ga predstavlja z leta 43, kjer piše Kardiel Hidriču. Tudi Tito se strinja, zdaj da pamet ponavljam, pa da prav ponovno se strinja, da bo grozno stanje povednik vojse, se spomni še iz Španije, ne. Kako se mu spomni človeka, če bi izbil v Španiji? Zakaj je bilo Mosovske arhive, je tako reč, ne? Jaz dvomim, da tega nisem prebrali, zgodovini, vsaj ko pravi, da se natančno zgodovino proučujejo. Po tej dokument sem ga jaz na internetu najdel, vse to ni bilo treba niti brskati. To je preprosto za zdrav razum, ne? Razen, če to zgodovinsko, to ni dokaz, ne? To tudi, da se ljudje spominjajo stvari, ker niso bili, tudi to je dejstvo lahko. Vsaj mogoče tako zgodovina ne funkcionira. To je v dokumentih Delavske revolucije Inštituta novejše zgodovine. Nisva to tako na internetu prosto, Wikipedija. Sam da dokument revolucije oziroma jedno bi. Jaz se vprašam, ker kolega, kako to vlada ne po internetu postopno se Mogoče še vprašanje, drugače knjigo si lahko, kolikor si jo še niste nabavili, tudi tam v dverju te dvorane, kup tem. Še bi rekel, jaz sem pozabil, se ne moram citirati, ne, mislim, da je Polič pisal, pa Ljubaj, ne, da je rekel, da bi bilo vpliv partije na Sokola prošljati, ampak to razen partije tako meni nam zanima, ne, in zato ni, ker bi tudi prišlo, če bi sami napisali tako z vidika partije, bi mogoče do sličnega prišli, ampak videl sem slučajno zašla v to smer, da so pač pokazali se ta smer, da je partija imela kar močno vpliv. Tako da tam pa skušajo skozi prikazati, da je bilo to spontano, vse je bilo spontano, ne. In nisem jaz nikak komunisti, ampak že tam leta, pravno je bilo leta, ne, 36 je že ruskeli sodnik v Višnji gori, je Tomšiču nosil materijale v zapor, ne. Torej, preiskovalni sodnik je v zapor, pa je zapora, ampak on ni v stika s komunisti. Dobro, mogoče ga res ne bo. V redu, potem, če nima nobeno še kakšnega vprašanja, se vam zahvaljujem za
navzočnost avtorjema tudi za tako predstavitev in se vidimo ob naslednji predstavitvi oziroma ob naslednjem dogodku, ki ga bomo organizirali. Še enkrat hvala.